Kdo so elite, proti katerim protestiraš danes tukaj? Te, ki so preko državnih bank in podjetij oropali davkoplačevalce. Kdo so elite? Najbolj enostavno bi jih poimenoval kapitalistični razred. Tisti razred, ki dejansko ima ekonomsko moč, ki je lastnik produkcijskih sredstev in ki na nek način je se oblikoval skozi tranzicijo iz jugoslovanskega socializma v kapitalizem in je preko takšnih ali drugačnih oblik lastninjenja pridobil svojo ekonomsko moč, ki jo na nek način pretvarja tudi v politično moč. Tako da to so te elite, ki so recimo v splošnem razumevanju politike, imamo na eni strani levico in desnico, ampak mislim, da če pogledamo primer Slovenije, se je to, kar se je predstavljalo za levo, recimo blok okoli LDS-a, v resnici konstituirala neke vrste kapitalistični razred, ki je sicer malce drugačen od tistega, ki se je oziroma so neke razlike s tistim, ki je politično reprezentiran skozi desnico, skozi pomladne stranke, ampak tukaj gre na nek način za dva obraza enega kapitalističnega razreda. Danes smo pa tukaj delovni ljudje, tisti, ki delamo za svoje preživetje, tisti, ki študiramo, ki niti ne moramo zares živeti od svoje delovnosti, nezaposleni, ne nazadnje tudi migranti, tisti, ki niso iz te države. To so tiste elite, proti katerih smo danes protestirali in to smo mi, ki smo tukaj protestirali. Slovenija je po oceni Forbesa najbolj socialistična država v Evropi. Po razvitosti nas je že prehitela Češka, bližajo se Slovaška in Poljska in me zanima, kaj po tvojem mnenju Slovenija dela narobe oziroma drugače od teh držav? V tem vašem vprašanju bi mogoče najprej dve stvari izpostavil, pa bo verjetno to že tudi zadostovalo za odgovor. Kaj pomeni socialistična država? Mislim, da Slovenija v nobenem vidiku pač ni socialistična država. Mogoče primerjalno s tako imenovanimi višegrajskimi vzhodnoevropskimi državami zares ima recimo mogoče malo bolj rigiden trg delovne sile, večje lastništvo države v bankah, do določene mere tudi v gospodarstvu, čeprav tukaj je privatizacija že mnogo tega premoženja dejansko odpravila. Ampak to nima nobene veze s socializmom, jaz temu ne bi rekel socializem, mogoče keynesianizem, neka država, neka gospodarstvo, kjer je država sicer močneje vpletena, ampak zelo jasno deluje po nekih kapitalističnih principih in mislim, da je ta Forbesova logika zelo poenostavljajoča, da pač tisto, kar ni prosti trg, je pa že socializem, ampak socializem je nekaj popolnoma drugega. Kaj je šlo narobe v Sloveniji, da ni takšna kot sta recimo Češka, Poljska pa Slovaška, čeprav so to zelo različni primeri. Mislim, da k sreči Slovenija ni takšna kot Poljska ali Slovaška. K sreči je recimo... Ja, ampak te države nas prehitevajo. Ja, to je zelo veliko vprašanje teh gospodarskih kazalcev. Eno je bruto družbeni proizvod, eno je bruto nacionalni proizvod. Treba je upoštevati tudi bruto družbeni proizvod s pariteto kupne moči. Torej, koliko se ta rast bruto družbenega proizvoda kaže na življenjskem standardu, recimo, velike večine prebivalstva. In tukaj je Češka pač zelo eklatanten primer, kaj se zgodi, ko na nek način je država kapitalsko liberalizirana in prihaja do velikih tujih investicij, ampak hkrati je pa velika večina teh profitov dejansko odvedena iz države in na nek način s nekimi zelo omejeno davčno politiko in hkrati tudi z relativno oziroma zelo nizkimi mezdami, torej plačilom, ki ga delavci v teh državah dobivajo, ostane zelo malo dejansko na dobrobiti prebivalstva, veliko se pa pozna to seveda investitorjem pri njihovih profitih in mislim, da je Slovenija tukaj vseeno na boljšem kot te države, ker se je skozi tranzicijo na nek način
oblikovala vsaj neka relativno močna sindikaliziranost, ki je poskrbela za to, da se je ta rast bruto družbenega proizvoda malo bolj enakomerno razporedila med delo in med kapital, ampak mislim, da v zadnjih nekaj letih se vsaj po krizi, ta razporeditev zelo poslabšala v korist kapitala in na škodo dela. Na ta vprašanja bi te pa prosila, če lahko odgovarjaš da ali ne. In sicer, a si za državno lastništvo podjetij? Ne morem odgovoriti da pa ne, ker to je neka logika, na katero ne bi rad pristal. Sem za to, da na nek način država je formalni lastnik, ampak mislim, da je treba upravljanje državnih podjetij popolnoma predrugačiti, kot je zdaj, in tukaj se strinjam s recimo temu bolj neoliberalnimi pogledi, ker trenutno državno lastništvo deluje zelo kontraproduktivno. Mislim pa, da bi ga morali usmeriti oziroma upravljati tako, da bi predvsem upošteval interese zaposlenih, pa tudi širše skupnosti. Tako da na nek način recimo temu državno lastništvo samo na papirju in tisto, ki seveda tudi odvaja določen profit oziroma presežke v proračun, ampak upravljanje pa v korist zaposlenih in širše skupnosti, to je bil moj odgovor. Okay. Se ti zdi, da neoliberalizem dela škodo državam? Odgovor bi bil na nek način da, ampak ne državam. Neoliberalizem dela škodo delovnim ljudem, delavskemu razredu in tudi vsem ostalim izkoriščenim in podrejenim v družbi. Mislim pa, da je treba gledati na neoliberalizem tudi skozi prizmo države. Nenazadnje so prav države tiste, ki so najbolj izpolnjevale recimo temu neoliberalne doktrine in izpolnjevale te politike liberalizacije, fleksibilizacije trga delovne sile, in nenazadnje je država ta agent neoliberalizma. Se Slovenija preveč uklanja Bruslju in Evropski uniji? Popolnoma se ne mu uklanja in tukaj lahko odgovorim zdaj, ja. Ali bi morala izstopiti iz NATO? Da, NATO je bil že na začetku, od samih začetkov, v bistvu ustanovljen kot nek protipol recimo temu državam, ki so poskušale biti socialistične, sicer so se precej izrodile v nekaj, česar si res danes nihče več ne želi, ampak mislim, da je NATO danes postal samo en velik vojaški stroj, ki bolj kot ne udejanja interese zahodnih metropol kapitalizma. Bi se morala Slovenija bolj povezati z Rusijo? Mislim, da ne. Rusija je sicer nek protipol v mednarodnih odnosih ZDA, ampak Rusija je neka država zelo ozke kapitalistične oligarhije, kjer so delovni ljudje nastradali mogoče še bolj kot v kakšnih drugih državah po svetu.